Da, jaz sploh ne vem, o čem bi govoril pri tem telefonu. No. Zakaj? Zato, ker ima toliko enih všečnih pa uporabnih stvari, da je težko zbrati najbolj všečno. Kaj ti pomisliš, ko slišiš za Honor Magic 8 Pro? Veš kaj, meni je zanč na unmu predstaviteljnem eventu čisto navdušila kamera, pa milijon enih funkcij ima ta telefon. A si to videl, da ima tako en poseben gumb, ki je samo za AI namenjen? A res? Dobro, pa mora tole oboje dobro sprobati. Kaj pa odpornost, pa dizajn? Ker meni je dizajn ful lep. Itak, ful lepe barve ima, pa dizajn. Edin odporen se mi zdi, da ni to, kako se než brati Magic 8 Lite, ki so ga prejšnjič testirala. Sam, meni se zdi, da vse ni drugače slab. Ok, poga, v let verjetno njih ne bo pa v vodometala, bo pa danes bolj podrobno brajš pogledala kamere, AI funkcije, tale gumb, pa bo pogledala, za koga je sploh telefon namenjen, pa na to odgovorila. Ja, ne ga sprobati. No, peva. V prejšnjem videu so obdelala cenejši model Honor Magic 8 Mini, ker so se na telefonu dobesedno izživljala. Tako da, to si morate nujno pogledati ta video. Danes pa sledi še dražji brat Magic 8 Pro. Oba sta bila v Sloveniji predstavljena dogodku, ki se 15. januarja odvijal v Kranjski Gori, ker so bila tudi midva, ampak če ne spremljate na IG-ju, itak to že veste in veste, da so ful uživala. Deva začeti kar s tem, da poveva, da je Honor Magic 8 Pro vrhunski telefon z vrhunskimi speksi, sploh kar se tiče kamer in baterij. Z njim je Honor v 2026 postavil visoke standarde, kakšni morajo biti flagshipi tale let. Mislim, da bo ziher eden izmed močnih konkurentov tekmi za najboljši telefon leta, kljub temu, da se je leto šele začelo. Gre za telefon, ki je primeren za fotografske navdušence, pa za ljudi, ki veliko dajo na dobro baterijo in na to, da je telefon zanesljiv, pa pač sam dobro dela in hiter dela. Nice. Če želite tak telefon, ste kliknili na ta prav video, kot klasično, pa lahko ga začneva kar z unboxingom, da boste videli, kaj vse poleg telefona dobite v tej škatli. Dej, škatla je sicer lepa, ampak mehna. In ja, ne bova uvinkarla, ker noter iskreno ne dobite veliko. Na vrhu je klasično naprava s tem velikim modulom za kamere, pod njo pa dobite orodje za izmet SIM kartice in pa USB-C v USB-A polnilen kabel. To je to, uvitek za zaščito telefona in polnilec boste rabili dokupiti posebej. Tak je zadnje leta trend pri proizvajalcih in da si sicer želiva, da bi vsi dali v škatle malo več, ampak tem nažalost ni tako. Je pa super novica, da je glavna stvar v škatli, torej 8 Pro, zelo širokosrčen glede svojih speksov in funkcionalnosti. Če začnemo že z njegovim ekranom in dizajnom. Na prvi pogled sicer deluje, da 8 Pro po izgledu ni nič kaj drugačen kot lanskoletni starejši brat 7 Pro. Ampak če samo popraskate pod površje, boste videli, da so naredili majhne spremembe in ti so bile zelo dobrodošle. Zaslon so namreč zmanjšali iz 6,8 inča na 6,71 inča, prav tako so spremenili razmerje stranic, da telefon izpade ožji, kar pomeni, da je lažje rokovati z eno samo roko. Je tudi lažji, letos tehta 219 namesto 223 gramov. Zdaj, to ni veliko, ampak če sam pomislite, da jim je sem noter ratel spraviti večjo baterijo ob manjši masi telefona, pol to niti ni tako zanemrljivo, kot se zdi. Vsak gram šteje in v bistvu pomaga pri izboljšavi uporabniške izkušnje. Ko smo že pri njej, zaslon in hrbtišče sta čist ravna. Čist rahlo je ukrivljen samo stik med ekranom in aluminijastim ohišjem tukajle, ampak nič dramatičnega in v bistvu je to iz vidika ergonomije najboljši kompromis, ki ga zelo podpirava. Seksi premiste krivine, ki pa so funkcionalne. Novost, ki jo je prevzelo dosti kitajskih znamk, ki se zgledujejo po določeni svetovno znani sadjasti znamki, je tale stranska tipka na desni spodnji strani, ki pa je Honor ne imenuje gumb za upravljanje kamere, ampak AI gumb, s katerim sicer lahko tudi upravljate kamero tako, da jo hitro odprete in izbirate zoom za fotke in videe. A je to na ključe? No, sam primarno pa se to tipka uporablja za aktivacijo AI, sicer lahko reprogramirate za par drugih funkcij, sam nimate pa čist prostih rok, da bi gor obesili kjerokoli aplikacijo. Lahko pa izbirate, ali neko funkcijo aktivirate z enkratnim pritiskom, dvojnim ali pa dolgim pritiskom. Kakšno več od AI funkcij pa bo sicer rekla še kasneje v videu. Razen tega dizajna pri 8-ki ni kaj prav dosti drugačen kot pri 7-ki, kar je po svoje kul, ker se vidi, da Honor zaupa svojemu oblikovalskemu jeziku tudi to generacijo. Še vedno je tukaj za to linijo značilno
kašen oziroma po slovensko oblazinjeno hišje, zahrbtne kamere, ki ni čisto okroglo in kvadratno, temveč nek miks obojega. Če pa telefon obrnemo na sprednjo stran, pa bi midva tukaj lahko rekla, da lep zaslon je to z minimalnimi robovi, kjer sta zgoraj tabletasti izrezi selfie kamera in 3D senzor za varno odklepanje telefona. Zaslon je sicer odličen. LTP AMOLED znano Crystal Shield tehnologijo, 120 Hz osveževanjem, gre vse do 6000 nitov, kar je 1000 nitov več kot lansko leto. To pomeni, da mu vsebino dobro vidite tudi pri dnevni svetlobi, močni dnevni svetlobi in teh 6000 nitov ta telefon uvršča v sam vrh telefonov glede svetilnosti na trgu, čeprav ekran pa nima tega antiodcevnega premazanja, nažalost. Če bi bila najna prihodnost toliko svetla, kot je ta ekran, to bi bilo zelo lepo. Honor prav tako ohranja neko kvaliteto pri standardu PWM dimming zatemnitve, kjer ima ta telefon frekvenco 4320 Hz. To pomeni, da vam bo olajšano trpljenje vaših oči, ko boste bulali v telefon zaradi hitrega osveževanja zaslona pri nižji svetilnosti. Gre torej za res odličen zaslon med najboljšimi trenutno na trgu. Res je sicer, da je izreza za selfie kamero večja kot v večini novodobnih fonov, ampak trade-off je pa, da imate res bolj varen telefon, kot velika večina androidnih telefonov, tako da ni brez razloga tle gor. Telefon je tudi obstojen, ker ima IP68 zaščito, IP69 in IP69K zaščito. Tako da če vam pade zaslon na tla, načeloma brez skrbi. Sigurno pa boste opazili večjo razliko med 8 Pro in 7 Pro na drugih področjih in prvo je siguren baterija. Letos ima telefon baterijo velikosti 6270 mAh napram lanskoletnim 5270, kar se že na papirju sliši veliko. Vedite pa morate, da ima kitajska verzija še večjo kapaciteto in sicer 7200 mAh. Sem zakaj razlikovanje? Ker morajo proizvajalci zaradi zakonodaje EU pri uvozu svojih fonov v EU plačati višjo carino oziroma davščine, če imajo njihovi telefoni baterije na določeno kapaciteto. Zato v EU lansirajo verzije z nižjimi kapacitetami baterij. Viva, sliši se glupo, sam tako je. Jej, Brusel! Včasih imajo za katero stvar kul ideje, včasih slabše. Tale žal so to druga kategorija. Baterija na tem telefonu je izvrstna, ne sicer to kot na cenejšem bratu 8 Lite, ki je mimogrede najboljša baterija na katerem koli pametnem telefonu, ki so ga do zdaj imela pa skoraj 6 letih, je pa še zmer zelo dobra. Tudi če telefon nafilate na primer 80% in ga čez dan res priganjate, bi vam na koncu dneva mogel ostati v tanku vsaj tam okrog 20% baterije, kar ni šlo. Valjda je silicij ogljikova, kar pomeni, da lahko proizvajalci spravijo večjo kapaciteto v enako šasijo telefona. Kakor sva že rekla, žal ta telefon ne pride skupaj s hitrim Honorjevim polnilcem, tako da ga morate kupiti posebej. Škoda. Vam pa telefon omogoča 100W hitro polnjenje, ki telefon od 0 do 100% nafila v približno 3/4 ure. Telefon se z uradnim Honorjevim brezžičnim polnilcem lahko fila tudi do 80W, manjše naprave pa lahko nazaj fila do 5W. Velika baterija je torej super, še bolj pa gre skupaj z dejstvom, da ima ta telefon čisto nov Snapdragonov procesor. To je naslednja stvar, ki je letos nadgradnja napram naspoletnemu 7 Proju. In to je logično, ker novejši model pomeni tudi nov čip. Honor Magic 8 Pro je eden izmed prvih na globalnem trgu s svežim Snapdragon 8 Elite 5 in ga je imel še preden je bil telefon sploh uradno najavljen. Telefon je zaradi njega super hiter, ful odziven, grafično zahtevne naloge opravi z odliko, ukrepite tudi z rezultatov stresnih testov. Ta procesor bo itak v vseh najboljših telefonih letos, kot da tukaj je ful dobro videti, koliko je zmogljiv. Je pa res, da se telefon lahko kar precej segreje, če ga dolgo izpostavljate stresnim okoljem, ne vem, a zaradi telefona, a zaradi čipa, sam, če ga res ne boste zlorabljali, tega niti ne boste opazili, pa mogoče se to lahko popravi tudi v kakšnem kasnejšem software updateu. In ravno software pa AI funkcije sta naslednja stvar, ki jo bomo pogledali. Tale telefon ima najnovejši Magic OS 10, ki je Honorjeva prevleka čez Android 16 z obljubljenimi 7 let posodobitve, kar Honor uvršča v sam vrh proizvajalcev glede let podpore svoje programske opreme. Magic OS je res daleč prišel od svojih zgodnjih zametkov, ko so mu očitali, da je preveč narejen za vzhodne trge. V 2026 ni temu več tako. Vidi se, da so vložili veliko truda in da so šli svojo pot in naredili vmesnik, ki naredi uporabniško izkušnjo gladko in prijetno. Je sicer opazno, da so se glede dizajnerskega jezika zgledovali po določenem sadjarskem podjetju iz drugega konca Atlantika, čeprav je seveda Honor stvari malo naredil po svoje, tudi s tem, da je uporabnikom omogočil kontrolo nad tem,
kolikšna je prosojnost elementov na začetnem zaslonu. Zelo uporabna je tudi čarobna kapsula tukaj gor na vrhu ekrana, ki zelo lepo funkcionira v tandemu s tabletasto izrezo za kamere. Gre sicer za softverski trik, ki ga je Honor pogruntil že 3 leta nazaj, tam so ga drugi izumili, eni drugi umetniki iz zvezne države pomaranč, jabolk, ampak Honor ga je zdaj samo še izpilil. Ko že govorimo o sadjarskem podjetju, Honor se lepo igra tudi z drugimi znamkami in omogoča, da delite file s telefoni in laptopi omenjenega sadjarskega podjetja prek funkcije Honor Share. Na Magic 8 Pro tudi ni predinštaliranega bloatwarea, vsaj na najnem fonu ga ni bilo, sistem je hiter, odziven, animacije pa so gladke. Všeč so nama pametne mape s predlogi in tudi sicer na splošno mislila, da bi mogel Honor v nadaljevanju sam še stopremati z možnostjo customizanja, da bi še bolj izstopal s svojim softverjem in bi se lahko pridobil še večji krog ljubiteljev. Valjda pa v tem delu, ko že govorimo od softverja, ne moramo mimo AI funkcij na tem telefonu. Honor jih ima celo kopico, tako da bo vsakdo najdel nekaj za svoje potrebe. Čarobni portal je še zmeraj ful uporaben, če naprimer nekaj kopirate iz slike, pa se pomaknete po drobu in se vam tam odpre ta portal, da lahko vam da na izbiro app, kamor lahko pošljete to kopijo za naprimer objavo, kar bo ful pohitrilo zadevo. Isto velja tudi za brisanje z AI oziroma izrezovanje predmetov z AI-jem. Honorjev AI zna zelo lepo izrezati subjekt in zafilati njegovo praznino, tako da lahko komot rečiva, da je Honor v samem vrhu proizvajalcev z najboljšimi AI-orodji na trgu. Sam zelo dobra funkcija je pa tudi podnapisi z AI, ki omogoča, da naprimer gledate posnetke na YouTubeu, ki nimajo spremnih ali pa avtomatskih podnapisov in jih AI prevede za vas v poljubni jezik sproti. Ne zadane sicer čizmeri, ampak so bila vse midva kar presenečena, koliko je dejansko tekoča to stvar. Za vašo varnost pa poskrbi funkcija zaznavanja globokih ponaredkov in kloniranja glasu z AI, ki vas opozori, če med videoklicem ali pa običnim klicem dejansko govorite z AI-jem in vas probajo skemati. Tako da najni gledalci, dobrodošli v letu 2026, ker tak tip prevar postaja realnost, sreči pa so proizvajalci, kot je Honor, resno pristopili k tej nočni mori in poskrbeli, da imate vsaj neko orodje, ki vam bo mogoče pomagalo na tem področju. Poleg vsega naštetka, nečasno omenja tudi funkcijo Moving Photo, s katero lahko fotko spremenite v krajši video z raznimi efekti in se malo pozabavate na ta način, da frendom pokažete svoje vragolije. Pa za omenite tudi funkcijo AI Cutout, kjer lahko izrežete subjekt in ga na fotki prestavljate, da celotna fotka boljš izpade lahko. Ok, predelali smo skoraj že vse, na koncu nam je ostala še ena pomembna lastnost tega telefona, zaradi katerega ga bo verjetno sploh kupila velika večina ljudi. In to so kamere. Honor Magic 8 Pro ima v arzenalu 3 vrhunske kamere. Najprej sta tu 50 megapikslov velika glavna kamera in 50 megapikslov velika ultraširokokotna kamera. To sveto trojico pa vrhunsko dopolnjuje 200 megapikslov velika periskopska telefoto kamera. Skupno je Honor sistem kamer poimenoval AI Image, whatever, ker ta sistem v zadnji uporablja in omogoča veliko AI opcij. Svoj žarometov je letos glavni kameri ukradla periskopska telefoto kamera, ki je po najnem mnenju še celo boljša od glavne kamere. Ja, res je. Telefoto je letos toliko boljš, ker uporablja Samsungov ISOCELL HP9 senzor, ki je fizično večji in spušča noter več svetlobe. Super. Uporablja ga večina fonov z najboljšim zoomom na trgu in prav ni nobena izjema. S tem, da ima celo manjši modul za kamere, kot ga imajo konkurenti, ki imajo ta senzor, kar je še dodatna prednost za ta telefon. Poleg tega je Honor vodilni na trgu po tem, da dela izjemno stabilne fotke in videe, tudi pri veliki povečavi, kar je res lifesaver za vse tiste, ki veste, koliko težko jih je delati pri max povečavi. Res. In tudi tukaj veliko pripomore funkcija AI Super Zoom, da fotke pri večjih povečavah zbistri. Na splošno so fotke s telefoto kamero izjemne, kot lahko vidite na ekranu. Imajo ogromno detajlov, so svetle, tudi po noč in tudi pri 10-kratnem zoomu ta telefon je pač narejen za nočno fotografijo, kot se vidi tudi po marketing materialu. Prav neverjeten je videti, koliko so zoomirane fotke po noč brez šuma in popačenja. Zaradi tega novega senzora in dobrega procesiranja z Honorjevim AI-jem so fotke opazno boljše od velike večine zahodnih konkurentov, kjer Honor Magic Pro gladko zmaga. Lahko bi skoraj rekla, da telefon zares še nima konkurenta. Ja, seveda pa je vrhunski tudi glavni objektiv, ampak ker je telefon tako dober, ker malo zapade v zadje po pomembnosti. Kar morate vedeti o njem je to, da je še izmeri zelo dober. Ja. Fotke po dnevu so izjemne, dosti barvno nasičene in tudi po noč se glavni objektiv dobro odreže. Fotke so brez večjega šuma ali pa popačenja, razen če je res temno ali pa se subjekt premika, kar je pač problem za vsak telefon. Edina stvar, ki upava, da jo bo Honor še izboljšal v prihodnosti, je hitrost zaklopa, oziroma tako imenovan shutter lag, ki je malo počasen,
ker ni takojšnjega zajema potem, ko pritisneš na spržilec. Fulkrat zapored. Tako da tukaj še malo placa za izboljšati. Ker se nam je že zgodilo, da so naprimer ponoči mislila, da so zajela fotko, pa sva kamero potem malo premaknila in je telefon zajel sam nočno nebo, ko bi moral nek drug subjekt na sliki. Še najšibkejša pa je tukaj ultraširokokotna kamera, pa ne zato, ker bi bila dejansko slaba, ampak ker sta ta drugi dve toliko dobri. Dejstvo je, da ta kamera sem in tja lahko popači robove fotk, sploh po noči, kar sicer pogosto pri vseh proizvajalcih. Ja, valjda Davor. Ta odlikuje tudi fotografiranje v portretnem načinu, ker telefon vrhunsko izreže subjekt iz okolico, lepo obreže tudi zahtevne robove okoli las, tako da če rabite imeti fotke za na Instagram, Tinder, LinkedIn, to je definitivno telefon za vas. Tukaj se tudi lahko naveževa na prejšnji segment z AI, ker vam telefon poleg obrizovanja omogoča, da z AI naprimer lahko razširite že zajeto fotko. Z barvanjem AI oziroma Magic Colors pa lahko naknadno dodate barvni slog ali pa filtre. Sploh cool funkcija je, da naprimer na zajeto fotko nanesete barve, ki jih AI vzame iz ene druge fotke. Super. A je to mečkan gimiki? Ja, in ne deluje zmer 100%, valjda da je. A je to še zmer zelo zabavno početi in ko izpade dobro, res dobro izpade? Absolutno. Tako kot je bilo za naju definitivno absolutno zabavno tudi na eventu v Kranjski Gori. Sigurno pa morate imeti feeling, da je to uporabiti, da smiselno in dobro izpade. Dober je tudi video. Snimate ga lahko vse do 4K, pa 120 fps-ih. Honor ga je definitivno zboljšal letos. Edin se pa opazuje razlika med preklapljanjem objektivov, ker je drugačna barvna znanost. Tako je. To se sploh opazi, ko se izvede preklop na telefoto kamero, ampak je seveda tudi odvisno od razmer. Magic 8 Pro pa sicer omogoča tudi snemanje log videa na glavni kameri, kar je dobro za ustvarjalce vsebin. To je to, kar se tiče ocene tega telefona. Na koncu nam ostane samo še cena. Osnovna varianta z 12 GB RAM-a in 512 GB notranjega polnilnika vas bo v prosti prodaji brez vezave stala v tem od nekje 1300 evrov naprej. Tukaj sva jo sicer našla za 1379 evrov. Do konca februarja pa ob nakupu obeh telefonov v tej liniji zraven dobite še nagrade. Nice. To je zdaj res vse glede Honor Magic 8 Pro. To je za začetek 2026 njihov paradni konj, poleg prepogljivcev, ki še pridejo. Gre za telefon za tehnološki navdušence in fotografske zanesenjake ter AI navdušence, ki vas definitivno ne bo razočaral in je overall odličen telefon, ki že takoj na začetku vrgel rokavico ostalim konkurentom. Midva slednjim ne zavideva, ker bodo mogli na trg dati res nekaj dobrega, da bodo tole presegali in naloga ne bo lahka. Boste pa imeli zato vi lažjo nalogo pri izbiri pri nakupu telefona. Definitivno. Če naj boste rabili za kakršnokoli pomoč pri dodatnih odgovorih in jih napišite spodaj v komentarje ali pa odjem se na najna družbena omrežja. Hvala tudi Honorju Slovenija, da nam je posodil tale telefon in naj povabil na njihov event. Res je bilo fino. Lušno, res. Midva se za danes od vas poslavljava in se že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!